lep in sončen pozdrav iz rodžega Egipta. Zdaj se počasi večeri, tako da če bo od enkrat malo slabša svetloba, je to zato, ker je zdaj skoraj sončni zahod in sonce zelo hitro zaide, tako da zdaj lovim zadnje minutke. Ampak danes sem se odločila, da probam egipčanske sladkarije, kar neki v bistvu prošen sem dobila, da bi posnela ta video. Tako da so šla midva že v nabavo in poskusila oziroma kupila nekaj teh sladkarij, ki jih bomo zdaj skupaj poskusile. Ja bi rekla, da so Egipčani kar precej sladkostedi, ker dejansko v njihovih marketih imaš kar precej egipčanskih sladkarij, tako da evo, nekaj sva jih nabavila, za vse skupaj sva dala 9 evrov. In evo, tukaj imam že prvo, to je taka tipična tradicionalna egipčanska sladica, njo boš našla recimo, če boš lahko mu domov, na mizi te bojo ponudili z njo. Pa dajmo tudi tole probati, a je vredna greha, ne, se vemo, kako je, ko vzemaš piškot, pa pol še en, a se to zgodi tudi s to, kaj je to v bistvu neka sladkorna kocka. Pa da jaz pogledam, kaj gor piše. Lokum, delight, neka zadeva, torej iz lešnikov. Mene skrbi, da bo tole zelo sladko, glede na to, da je kar dosti posipan sladkorjem. Pa dajmo probati. Kako je zaškripal pod zobmi. Prvo, kar mi je ful zanimiv, da tale posip, ki je gor, ni sladek. Dejansko je kot neka taka mokca. Kar pa se tiče teksture oziroma samega okusa, me pa zelo v bistvu spominja na neko kombinacijo žele bombonov, nekako pomešan z tistimi marshmallowti, noter dodani lešniki, tako da ni mi preveč všeč, mi je pa plus to, da ni preveč sladko. Potem sva nabavila ene take egipčanske piškotke, tudi zadnji piše, da je prav tukaj narejen, tako da dajmo testirati še to, kako se bojo obnesli oziroma a so dobri. Tako da izgledajo noter, tako da to mi je bolj všeč kot tele sladke zadeve. Malo spominja na lešnik, malo na vse čokolade. A boš probal? Niso slabi, ampak dejansko bi jih opisala kot mogoče malo slabši piškote, tiste, ki niso tvoja prva izbira pri nas v Sloveniji. Okus pa torej tak malo po lešnikih, po čokoladi, nek tak tipičen biskvit od piškotov. Ta čokolada ga potrgal nas. Čokolada ga ful popravno, ampak meni ni preveč všeč. Če me spomin ne vara, drugače te sladkorne kocke jejo tudi pri nas in sicer ljudje z Balkana, tako zraven kavice. Nisem 100%, ampak mislim, da sem jaz to že videla tudi pri nas. Ok, tole pa je zadeva, ki se jo najbolj veselim probati. Če se ne motim, je to nek tak namaz. Dajmo odpreti, pa bomo videli, a je to, kar mislim, da je. Evo ga. V bistvu je tole zelo trdo. Jaz pa nimam nobene žličke, tako da ne vem, kaj predlagaš, kako da mi pa to... Bo, takole sam. Evo, tako zgleda, ampak je toliko trdo, da ne moraš. Čakaj, imam eno idejo. To zamaš. Zamašek za vodo. Pametna moja. A misliš, da... Aha, lej, gre. A misliš, da je to treba drugače stopiti? To je halva. Kaj je? Halva. Kaj je halva? Tako se reče temu. Halva. Halva. Probim. Dobra, ne? Me preveč. Prav tak klasičen okus halve. Ja, kaj je halva v bistvu, namaz? Pa, ja, ne znam povedati. Ful je trdo. To sem jaz v Ljubljani že dostikrat. Pač so mandlji, kaj pa se to je s čim? S kruhom? To je glih tako, da se malo za... Posladkaš. Posladkaš, to je neka nutella, ali kaj? Ja, turška. Turška nutella. Mislim, jaz sem mislil, da je to turško, sem zgleda tudi Egipčani. Sladko je, ja, sladek, kremast, Tak je, prav trd. cukrce. Cukor, malo na cukor poveče. Imaš pa zelo hiter dost. Evo, jaz, dobro, res je, da sem prej že 3 sladkarije pojedla, ampak ko sam malo daš v usta, pa tako v bistvu potešiš to željo po sladkem, no, tako. Tako da jaz imam dovolj, nič od tega me do zdaj še ni ful navdušal, tako da grem kar na naslednjo sladkarijo. Aha, tole sva vzela, to pa je tak kokosov čips. Jaz recimo ful obožujem čips, tako da bom videla, a bom prešaltala potem zdaj na to malo bolj zdravo varianto. Imam pa čist mastne roke, tako da, aha, se da. Evo, tole čist rumeno je to, ok barva. A ni kupati noter. Da, bod poskusni zajček. Kaj ni makaroni, Kaj ni makaroni, poslušeni, prav res.
Tukaj imam sladko še v ustih, čak, da spijem malo vode. Ti je všeč? Ni bad, ja. Zdaj šele prihaja do okusa. Kaj vna halva to Kako moče. vidim, kako ti dajem. Najlažje se to primerja s sredico tistim, ta najboljšim delom. Daj že malo. Z najboljšim delom Raffaello kroglice. Jaz imam recimo ful rada Raffaello. Tako da, tole mi je pa ful dober. Ej, top. Imam pa jaz še eno zadevo. In to je tale zadeva. To sem v bistvu dobila gratis, zato ker je Rane to stal 30 centov dolžen, pa je pa dal še tole zadevo zraven. Tako da probimo zdaj, pa so tole kar neke barve, očitno obstajajo v različnih barvah. Probimo zdaj še tole zadnjo, to pa je, kot neka taka neravno žitna ploščica. Crispy marshmallow tipa čokolada. Noč, dajmo probati. Probi. Vse je čisto drugače kot naše sladkarije, tako. In pa itak rabaš nekaj časa, da se navadaš, da sprocesiraš ta okus. Ni slabo, nič od tega ni bilo, ja, vse je dobro. Pa je kar dobro. Nič od tega ni tako slabo, ampak je drugače kot naše in rabaš potem nekaj časa, da se navadaš. Zdaj, jaz, če bi mogla zbrati najboljšo med vsemi temi, bi zbrala tale ena muha, kokosov čips, kabadip. Mogoče mi kar tale. To ta zadnjo zadevo. In evo, to so bile egipčanske sladkarije, se pravi, moraš po mojem nekaj časa jesti, da se tega navadaš. Tako da, ja, upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil všeč, ne pozabite spodaj komentirati, se naročiti na moj kanal in definitivno si danes privoščite nekaj sladkega. Lepo se imejte in se gledamo v naslednjem videu. Ljubčki, čau, čau!